Jaz mislim, da je to velik dogodek. Mi vsi smo seveda zavezani k zdravi in dobri hrani, ne samo zdravi. Danes smo tudi sprejeli zaveze, ki so sicer mogoče majhen korak, samo z majhnimi koraki je mogoče narediti trden velik korak. To je to, da za 5% zmanjšamo vsebnost soli v naših izdelkih pekovskih do leta 2022 in da povečamo število polnozrnatih izdelkov. Meni se prav gotovo to zdi še en pomemben korak k zagotavljanju seveda bolj zraven tega, da zagotavljamo varno in pa kakovostno hrano, da potrošniku zagotavljamo tudi dostop do vedno bolj varne hrane. Zato jaz to vrstne zaveze izjemno pozdravljam, seveda stojimo ob strani tudi takrat, ko je treba tem pridelovalcem prisluhniti, da jim s kakšnimi zakonodajnimi okvirji mogoče pridemo nasproti ali pri tem pomagamo in seveda vabim tudi vse naslednje sektorje, da se k to vrstnim zavezam čim bolj prostovoljno priključujejo, da tudi sami pridelovalci in predelovalci imajo to odgovornost in jo želijo tudi udejanjati in potrošnikom ponujati varno, lokalno, kakovostno in pa zdravo prehrano. Današnji podpis zavez je z vidika tako Ministrstva za zdravje kot tudi preventive in pa zdravega življenjskega sloga zelo pomemben korak. Verjamem in se veselim, da bo ta današnji podpis doprinesel k pravzaprav bolj zdravemu življenjskemu slogu. Skratka, mislim, da je pomemben dan, praznujemo tudi Svetovni dan hrane, tako da je ta dogodek ima še posebno veliko simboliko. Take dneve, kot je danes, so praznik zato, ker pokažejo, kakšni premiki veliki se lahko naredijo, ko se stroka, gospodarstvo in pa politika z svojimi cilji za zdravje ljudi približajo. Menim, da so take zaveze, kot je bila danes sklenjena, en dokaz tega, kaj lahko naredimo, ko skupaj sodelujemo in ko si tudi postavimo pametne cilje. Danes podpis zavez pekarskega sektorja je izredno pomemben, kajti pravzaprav je pekarski sektor tisti sektor, ki je prvi začel z preoblikovanjem živil na temo izboljšanja ali pa zmanjšanja določenih komponent v kruhu. 8 podjetij, 2 prihajata iz trgovske srenje, kar dodaja še dodatni pečat, kajti ne nazadnje zaveze so zavezane k temu, da daje učinek na trgu in za pekarskim sektorom ga bomo prav gotovo dosegli. Podjetja, ki so danes podpisala zaveze, predstavljajo dejansko 50% zaposlenih in praktično 70% prihodkov na tem trgu.